Hola! Prvo, hvala vsem, ki ste se naročili do zdaj. Hvala, da ste tukaj. To bo video o tem, kako izgleda kampiranje v kalifornijskih gorah za 9 evrov na noč. Torej, to bo zgodba o sončnih vzhodih in kavi v naravi in vesenju v mreži med dvemi drevesi in spokojnosti. Moj najljubši del kampiranja je seveda vedno sončni vzhod in zahod, ker če greš kampirat nekje v gore ali pa tudi sred puščave ali pa kjerkoli, ponavadi imaš res dostop do sončnega vzhoda in zahoda, ki ga blizu mest nimaš. In sončni vzhodi v tem kampu so bili res fenomenalni. Jaz nisem videla teh barv v življenju in zato sem se odločila, da drugi dan si skuham večerjo ob sončnem zahodu s tistim svojim malim plinskim gorilnikom. Sicer pač naredila sem si nudle, povrgla sem si not konzervo čičerike, wow, full Gordon Ramsay, ampak bilo je fenomenalno jesti večerjo ob takem razgledu. Torej, kamp, v katerem sem bila, se imenuje Marion Mountain in ta dotičen kamp je odprt od konca maja do sredine novembra. Sestavljen je iz 25 parcel, od tega jih lahko 16 rezerviraš vnaprej, ostale so pa na princip, kdor prej pride, prej melje. Sploh zaradi popularnosti teh uradnih kampov so velikokrat parcele oštevilčene in lahko jih rezerviraš vnaprej, kar je precej priporočljivo, zato ker so kampi skoraj povsod polni celo poletje. Ta kamp je bil oddaljen 11 kilometrov od prve civilizacije, kar je bilo super za spokojnost in za mir in tišino. Pač res fenomenalno se je bilo zbujati z zvoki ptic in pogledom na gore in res absolutno tišino. Sam kamp tu stoji v gozdu, ki je prekrit z borovci in hrasti in res ogromnimi mogočnimi drevesi. Pot do tja je tudi precej zanimiva. Banning Idlewild, panoramska avtocesta in že sama vožnja po tej cesti, se ful splača. Ena izmed stvari, ki sem jih opazila tukaj v Ameriki, sploh v Kaliforniji, je, da v bistvu vsaka parcela vedno pride z svojo piknik mizo, pa sediščem, pa kuriščem. Si lahko s sabo prineseš les, velikokrat, če je kako mesto zraven, si ga lahko tudi kupiš, ali pa če ima kamp kako trgovinico, si lahko tudi kupiš oglje ali pa les in si potem lahko zakuriš ogenj. Sicer včasih je to prepovedano, kadar je požarna sezona, ampak recimo je pa kar super, no, da imaš že neko območje, kjer si lahko spečeš kakšno bučko. Jaz zelo rada kuham kavo izven kuhinje, to sem po moje že povedala vsaj ne 20krat, pa vsaj 150krat še bom. Ful je carsko. Ena izmed novosti zame posebej je bilo to, da ta kamp nima sanitarij, ima samo v bistvu stranišče, ki nima splakovanja. Greš v eno ogromno luknjo spodaj in to je to. Je WC papir, tako da super. Pa zunaj je ena majhna pipca z vodo, kjer si lahko umiješ roke. 3 dnevi brez tuša. Ampak nekateri kampi nimajo niti tega. Ne? Tako da v bistvu tukaj ni elektrike, ni nobenih priključkov, je sicer voda, tako da to je luksus. Če imaš vodo v kampu in nekje v Kaliforniji, to že luksus. V bistvu mi je bil kamp toliko všeč, da sem ostala dodatno noč, ker sem bila fraj. In sem prvič v življenju tudi naletela na tak samoplačevanje, plačilni sistem. Tega prej še nikoli nisem videla. Imaš tako škatlo in imaš kuverte,
položiš noter bankovce in napišeš, koliko noči bi rad ostal, in potem si pildek pripneš na številko svoje parcele. Imaš tudi eno ogromno tablo, ki ti pove, katere parcele so za naslednje 2 tedna rezervirane, da veš, če lahko ostaneš dlje ali pa če je kakšna parcela prosta. Sicer nekje to ful redno preverjajo, če se ljudje tega držijo, ampak v tem kampu nisem videla, da bi kaj preveč preverjali. Ampak glede na to, da je toliko pocen, 9 evrov, v bistvu $10 na noč, definitivno vsi plačajo. Zato, ker veš, da ta denar gre za oskrbovanje kampa, ta denar gre dejansko za to, da se kamp ohranja čist in lep. Recimo tudi čas odjava je drugačen, tukaj je bil ob 2 popoldne in tudi noben ne preverja, če ostaneš malo dlje. Seveda zaradi tega, ker sem odšla v ponedeljek, se je večino kampa spraznilo v nedeljo. Na koncu so bile samo 3 parcele od več kot 20 zasedene. Tako da, če bi hotela ostati do 4 popoldne, mislim, da ne bi bilo nobenega problema, ker res nobenega ni bilo. Ampak sem vseeno odšla prej, zato ker sem si hotela še pogledati mesto, o katerem vam bom povedala majčkeno kasneje v tem videu. Vsak kamp pa tudi ne glede na lokacijo ali pa na popularnost ponuja ful enih aktivnosti. Tukaj imaš recimo ogromno enih pohodov. Določene te pohodne poti so del večje pohodne poti, ki je nekako izziv za vse, ki bi radi se res preizkusili v alpinizmu in v pohodih, in to je Pacific Crest Trail. Večina prehodi nekje v 5 mesecih, če hodiš s tempom 27 km na dan. V tem kampi tudi pridejo zelo prav, ko so blizu te poti, ker pač nekje moraš spati. Ena izmed res cool stvari blizu tega kampa je bila tudi indijanska razgledna točka. Lep razgled na eni ogromni skali, kjer sem se družila s knjigami in hrano nekje 2-3 ure. In še ena stvar, ki sem jo opazila skoraj povsod, je, da je ogromno enih opozoril za kačje klopotače v teh predelih. Zdaj, določeni predeli imajo opozorila za medvede, določene predeli imajo za kačje klopotače in je fajn to vedeti, sploh ko hodiš okoli čez grmovja, ker tudi sama sem že naletela nanje večkrat. Malo prej sem pa tudi omenila, da 11 km stran je eno gorsko mestece, ki se imenuje Idlewild, ki je dobeseden prevod tega je idilična divjina. Eno mehko gorsko mestece, kjer imaš samo lokalne trgovine in večina teh trgovin skoraj vse se zaprejo ob 4 popoldne, tako da tempo v tem mestecu je res tako zen, vsi so ful prijazni, vsi se ful radi smejejo, ogromno enih stvari različnih lahko najdeš v tem mestecu. Res so mi ta mala gorska mesta ful všeč. Potem Važne domov je bila po drugi poti in je bila tudi precej zanimiva. Dejansko je bilo zanimivo videti ta kontrast med zelenjem in drevesi in potem polovica poti do doma je bila puščava. Tako da to je to za ta video, upam, da vam je bil všeč. Če vam je bil, stisnite tisti like gumbek in pustite kakšen komentar dol v komentarjih, to ful pomaga algoritmu, kak potem vidim odziv ljudi na te videe. Pa ne se pozabiti naročiti, seveda, da bomo dosegli 1000 naročnikov in potem s časoma mogoče monetizacijo. Tako da hvala, da ste tukaj. Poglejte si tudi moj TikTok pa moj Instagram Slovenska popotnica. In ja, ogromno enih videov imam planiranih za ta kanal in kolikor se le da, montiram vsak dan ko zmešano, da vam čim več lahko pokažem. In ja, hvala. Se vidimo. Bye!